zaposlen za teh 20%. Tako da ja, kirurg ostajam v stiku z ljudmi in tega ne bom spreminjal v času mojega ministrovanja. Urad je bil ustanovljen z namenom združiti 3 najtežja področja v zdravstvu, se pravi nadzor, kakovost in investicije. Na ta način ta del umakniti z obstoječe strukture na MZ. Imamo, ali pa vsi skupaj vemo, kako korupcija v zdravstvu poteka, na ta način želimo pridobiti informacije, mogoče to korupcijo tudi identificirati, dati obraze, imena videti, spoznati tok denarja. Ključna naloga urada pa je, da pripravi vse potrebno z podatki, z analizami, koliko je realno, da agencije ustanovimo, kaj bo v tej agenciji notri in ali bomo, kot ste sami omenili, na podatke, ki jih bomo pridobili, bodo združeni na enem mestu v uradu, bodo ustrezno sprocesirani, ali bo bolj agencija za nadzor in kakovost in še ena agencija za nabave, ali bomo to preko vlade reševali skozi druge načine. Te stvari je potrebno natančno proučiti. Vemo, kako je v zdravstvenem sistemu, kar se investicij tiče, vemo, kako je v zdravstvenem sistemu, kar se zdravil tiče. Ta sistem je v tem trenutku še najbolj urejen, najbolj pa urejen sistem nabave medicinskih pripomočkov in opreme in to nas čaka še en velik korak. Se pravi, imamo 2 relativno odprti zgodbi, to so investicije, ki jih bomo revidirali na vladni ravni, to smo rekli, mi bomo videli, kaj je tisto, kar je res potrebno, kaj je tisto, kar manjka, kaj je tisto, kar je časovno lahko prej izvedljivo. Zavedamo se, da je infrastruktura v zdravstvenem sistemu močno zastarela in da marsikatera bolnišnica potrebuje takojšnjo hitro prenovo. Prav tako se pa zavedamo, da verjetno obstaja nekaj rezerv na področju nabave materiala in opreme. To je tudi del, ki v vsem tem času ni bil nikoli ustrezno revidiran, objektiviziran, čeprav imamo skozi mnoga leta sklepe Računskega sodišča, ki jasno kaže, kaj je s tem stanjem, pa v bistvu nihče teh sklepov ne upošteva. Mi bomo pač te stvari poskušali sedaj dati, videti, objektivizirati, najti rešitev pot, da do tega pridemo. Kar se tiče strokovnih zahtev, vlada je imenovala skupino za pogajanje s sindikati, notri smo vsi člani ministrstva in po informacijah, ki jih imam, bomo do septembra imeli podatek, kako se bomo lotili reforme plačnega sistema javnih uslužbencev. Komunikacija naj bi stekla v kratkem, načrt je jasen in v septembru bomo dali to informacijo, potem ko dobimo vse podatke strani sindikatov, kar se bo zgodilo z enotnim plačnim sistemom, kako ga bomo nadgradili, nadgradili, spremenili. V tem trenutku lahko samo rečem, da želimo odprto komunikacijo z vsemi sindikati v javnem sektorju in rešitev bo skupna za vse.